Evo, takole, dame in gospodje, danes smo se znašli v novem intervjuju. Mislim, da že 11. po vrsti, srečna 11, ne? In predno predstavim svojega današnjega prestižnega, ekskluzivnega gosta. Ne omenim seveda moje spoštovane pokrovitelje Optiko Javornik iz Slovenskih Konjic, ki torej dela najboljša očala na svetu, sončna, z dioptrijo, navadna, polarizirana, ni da ni. Pojdite tja, počekirite in si jih nabavite, od spodaj v opisu je pa link do njegovega Facebooka. Ne. Zdaj pa takole, ne. Z mano tu na moji levi strani je virtuoz, ne. Je fucking genialec, ne. Je človek, ki na klarinetu počne to, kar je Mozart počel na klavirju. Ne. Človek, ki zaigra in ustavi svet. Ne. Človek, ki ga k sodelovanju vabijo jugoslovanske, evropske in tudi svetovne zvezde, samo zato, da z njimi stoji na odru in da jim pomaga kaj zaigrati, ker ko on zraven stoji, se vedno vse sliši dobro. In kar je še bolj zanimivo, rojen v Makedoniji, v Bitoli, ne, živi pa v Celju. Dame in gospodje, z mano je velik človek in velik umetnik, Goran Bojčevski. Goran, lepo zdrav in dobrodošel. Lepo zdrav. Na moj YouTube kanal, ne? Z veseljem, hvala za čudovito napoved. Sem se kaj zmotil. Pa jaz sem v naravi bolj skromen človek, to vem, ja. Je bilo pa kar lepa napoved. Je bila, ne? Hvala ti. Lej, predno bova se sprehodila malo skozi tvojo zgodovino, ne? Morava iti na trenutno seveda zelo aktualno in zelo tragično zgodbo, ne? Namreč prejšnji teden nas je zapustil velik človek, ne? Res, ja. Bora Đorđević, frontman Riblje čorbe, ne? Eden poleg Đorđe Balaševića in Arsena Dedića, po mojem mnenju, eden najboljših tekstopiscev, ne? Besedilopiscev, zvezda roka jugoslovanskega rock'n'rolla. Mislim, da poleg Belog dugmeta je bila Riblja čorba številka 1 in tukaj mislim, da ni dileme. Ne? In Goran, ti si imel to čast, da si z Boro nekajkrat igral skupaj na odru in zdaj me zanima z prve roke. Kako je do tega sodelovanja prišlo, kakšen je bil Bora na 4 oči in kaj je te pravzaprav pomenilo, da si stal na odru z njim? Jaz sem imel veliko čast, da sem ga spoznal sicer tu na Celjski špici. Aha, tako s z vodo, ne? Tako je, ja. V času COVID-a mega spektakularno. Ko je bil velik koncert. Bravo. Spoznal me je moj prijatelj Dušan Honda, potem je rekel, da ga zelo zanima, kaj jaz počnem še bolj konkretno, da je slišal za mene in če mu lahko pošljem nekaj svojih skladb. Tako, malo je že. In sem rekel, seveda z veseljem, potem je slišal. Dušan Honda naš je pa to vse nekako lepo skomuniciral nas, povezal in začeli smo sodelovati. Bil izjemno navdušen. Bora je bil, to kar sem ga jaz poznal, en izjemen topel človek, v duši srčen, njegov pogled je bil enkraten, nežen, čustven, tako redko kdo tudi v teh današnjih časih ima redko kateri človek tak lep pogled, tak nežen in čustven. In kolikrat si z njim nastopil? Pa Po Celju? Petkrat, tako je. Si pravzaprav postal skoraj član Riblje čorbe? Mislim, jaz sem bil njihov gost, bilo je izjemno, res. Imel sem čas, da sem igral pri njemu doma v Čačku, me je povabil. Zelo v rodnem Čačku? Tako je, ja, potem na velikem koncertu, ki ga je imel. Nažalost je vedel, da bo počasi odhaja in Čačani so mu naredili ta velik koncert, kjer je bilo 17,000 ljudi. In imel sem čas, da sem s saksofonom stal zraven njega, igral njegove hite, ljudje so bili absolutno čisto navdušeni. Potem smo šli, ena zanimiva zgodba je na poti, ko smo se peljali iz Čačka proti Beogradu, pa iz Beograda potem nazaj domov v Celje. Je rekel, Gorane, kde ti želiš, da tebe čujejo? Kje si jaz želim, da mene še slišijo? Pa sem rekel, da mi je velika želja, da pač igram doma v moji rojstni Makedoniji. Rekel, tvoja genialnost morajo slišati tudi Makedonci na tak način. In še na sami poti je klical menadžerja in rekel, da lepo prosi, da zrihta na Ohridu en velik koncert, ker bom jaz gost
in so to takoj naredili tudi. Neverjetno. To je res neverjetno. Neverjetno. To pokaže njegovo veličino kot človeka, res. In koncert je bil v avgustu lanskega leta smo imeli ta koncert v Antičnem teatru na Ohridu. To je najbolj prestižen, rekel, plac, prostor v Makedoniji, iz antičke Makedonije in res je bilo nepozabno. Prej, ko si omenil saksofon, jaz sem te napovedal kot nekoga, ki igra klarinet, vem, da igraš tudi frulico, ti dejansko vse, kar se piha, si dovršil do kraja. To je ljubezen do muzike. Je kak inštrument, ki se piha, pa ga ti ne znaš. Ker ti si, jaz sem te gledal tudi na tem mojem dobrodelnem koncertu, ko sem mislil, da boš prišel s klarinetom na saksofonu, pa si prišel s frulico, pa si mislil, pa kaj se je temu Goranu utrgalo, kaj bo zdaj s to frulico tudi delo, pa si pol na to frulico igral enako dobro, profesionalno in veličastno, kot na tvoja dva druga inštrumenta. Namreč sprašujem te, si na vseh teh inštrumentih tako dober. A je to isto? Pač da pihaš, pa enako dober si. Želim biti vedno čim bolj natančen, želim biti čim bolj profesionalen, hkrati pa dati svojo dušo v vseh teh inštrumentih. Tako da vedno katerekoli inštrumenta se dotaknem, katerekoli inštrumente, nima veze, se mu globoko posvetim in iščem njegove filozofije, njegove skrivnosti, kako najboljše zazveni. To je zelo pomembno in potem izhajam iz nule, vedno iščem to dovršenost, to, kako čim bolj natančno in precizno se ta inštrument oglaša. Šele potem, ko ga osvojim, se lahko sprostim in dam še svojo dušo. Ne? Ampak na katerem si pa najboljši? Ali si na vseh enako dober? Mislim, da na klarinetu še vedno, ampak recimo frulica, ne, to, kar sem igral. Frulica ima 6 lukenc. Pa še enkrat te zmotim. Gledalci moji, on je, pazi, mi njega napovemo, ne, kot svetovnega prvaka klarineta, saksofona in on prije z neko tako frulico, kot tale slamca, ne. Sem mislil, zdaj se mu je strgala, ali se dela norca, ali kaj bo zdaj s tem delom, ampak on začel, da ti si igrat, jaz sem dotihno, povej. Ja, hvala. Mislim, frulica je inštrument tako mali, ki ima samo 6 lukenc, in to ponavadi igrajo pastirčki, ampak čist preproste melodije, ne, tak 5 tonov gor dol, ne. Potem jaz sem se pa toliko posvetil temu inštrumentu, da sem prišel do 3 oktave in čez s tem. Se pravi, to pride spontano. Jaz mislim, da če si rojen za muziko in če muzika živi v tebi, da ni noben problem. Ker res je, ne, ti ta pastirski inštrument tako dobro igraš, da bi še ovce začele plesati. Tako, ja. To sem sigurno. To moja želja na stara leta res, da bojo ovce plesali. Da Bog daj, da to dočakamo, da bi imel par ovčk nekje čisto v naravi, v miru. Tako si predstavljam svojo starost. Zelo lepo. No pa če se vrnemo nazaj v Makedonijo, ko si jo prej omenil, ne, oba veva, da z Makedonije seveda izhajajo tudi veliki Toše Proeski, ne, ki smo ga imeli v Sloveniji izjemno radi. Jaz sem imel čas, da sem ga videl tudi v živo. To je bil en koncert v Velenjski Rdeči dvorani, kjer sta z Janom Plestenjakom skupaj nastopila. Takrat sem ga videl seveda prvič in zadnjič in jaz sem bil njegov orjaški fan. Jaz sem si kupil že vse CD-je in vse stvari še predno je on umrl. Ne. In ta njegov glas, tudi zelo čeden fant je bil, punce so ga imele rade, velika dobričina, ne? Ampak ta njegov vokal, po mojem mnenju, pozdrav Kočoliču, verjetno najboljši vokal Balkana, ne? In pol on umre. Ne? To je bil za Makedonijo, to bom tudi vprašal, ne? Ampak to je bil šok za cel Balkan, kot da bi, ne vem, umrl v Ameriki James Dean, kot da bi, ne vem, umrl na Hrvaškem Petar Grašov, pri nas, ne vem, Jan Plestenjak, se pravi neki mladi ljudje, in to je bila tragedija. In jaz vem, da Makedonci si od takrat, imam še kar občutek, da si niso upomogli od tega šoka. No? In da mi ti malo povej, a si ga ti mogoče srečal, kdaj si poznal ljudi, povej mi malo o tem. No, s Tošetom Proeskim, jaz sem bil v celi srednji šoli v Bitoli in sem ga osebno poznal. V isti srednji šoli? V isti srednji šoli. Isti let? On je en let starejši od mene, vendar glasbena šola v Bitoli je taka, da vsak letnik ima samo en razred in vsi smo bili skupaj. Smo imeli iste predmete, ta je pač taka logika te glasbene šole, tako da smo nekatere ure smo imeli skupne. Te glasbene smo obiskovali in smo se zelo, zelo družili. Toše Proeski je bil en velik človek predvsem. Še bolj skromen, kot je izgledal v javnosti, še boljši, še večja duša.
Njega je tudi slišal Luciano Pavarotti in je, bi rekel, tako po domače padel na rit. Ker je pa tudi opero, ne? Tako je, on je pa tako. Arija komad, Tako je, ja. to je angelsko. To je angelsko, res. Mhm. Meni je velika čast, da sem ga poznal. Pa ste se menila, družila prav, ali kaj? Zelo smo se družili. Res? Celo srednjo šolo, 4 leta. To mi malo povedi. Izjemen je bil, Ja. skromen fant, Ja, on je ja. bil iz Kruševa, ampak ker v Kruševu ni srednje šole, je prišel v Bitolo, najbližje je pač Bitolska srednja šola. Spomnim se ga, kako si je prepeval po hodnikih vedno, še preden je postal zvezda. Vedno, vsako jutro vsi smo bili zaspani, pa v tisto šolo, ne, veš, kak je v srednji šoli, ne rad si neki zjutraj v šoli, ne. On je pa vedno prišel s pesmijo, vedno je prepeval po hodnikih, takih dolgih hodnikih so bili glasbena šola, se spomnim v Bitoli in samo njegov vokal je zvenel prečudovito, nebeško. Nažalost je pač prehitro odšel. Pa kako se spomniš tega momenta? Si ti v Makedoniji še živel, ali si se že preselil v Slovenijo ti? Ko je on umrl, jaz sem bil že v Si bil Sloveniji. že? Pa kako si to V Ljubljani sem živel. Ko si Jaz to se spomnim, kje sem točno bil, ko je Ja. bila novica na radiju. Sem bil v Trnovem, v Ljubljani, na tistem enem krožišču. Sem hodil v službo, takrat sem učil v Ljubljani in me je zelo, zelo potresla ta novica. Res zato pretresla, zato ker je bil moj velik prijatelj, velik človek je bil. In tudi smo bila zmenjena, potem bi moral imeti koncert v Sava To sem centru, hotel vprašati, ja. ja, v Beogradu. In jaz bi bil njegov gost na Kavalu, to je ona dolga pastirska piščal. Ima eno čudovito pesem Poljsko cveče, ne vem, če poznaš. Poznam. No, Poznam. tam jaz bi moral igrati Kaval, pač, in nažalost ni prišlo do tega. Pa videl smo lahko tudi Poljsko na vezi še, ko je postal že zvezda, pa ko si ti recimo Ja, še ostala. ja, on je postal zvezda v srednji šoli že. On je bil 4. letnik, jaz sem bil 3. letnik. On je že bil takrat velika zvezda, zmagal na vseh makedonskih festivalih. Pa kar naenkrat, da pol leta ni bilo v šoli, kje je to še bil že zvezda. No, noben ga ni mogel več najti, ampak vedno, ko je prišel v šolo, je bil isti Toše. Mislim, nikoli več, ko mu je uspevalo, bolj skromen je bil. Neverjetno. Ne? Ja. Ker on je bil tudi zanimiv, da je na glase pesmi, v katerih je pel, je dejansko skinil skoraj tako, da je native speaker. Ne? To je bila tudi ta, recimo, slovenska pesem moja, pa so se pol hecali, da je Makedonc najboljšo slovensko pesem naredil. Ne? Pol makedonsko itak je pel, ker je bil tam, pol ta srbo-hrvaško, zdaj pol ta angleški album, ki ga je izdal, tukaj mu pa ni najbolj ratalo. Ne? Res, da pel je dobro, ampak res, da je tudi umrl takrat. Mislim, da je bil tu en mali problemček, kar ni mali, zato ker ko nekdo čez noč postane zvezda, on je imel vse te potenciale, on je bil vrhunski pevec, res takega, jaz ne vem par na svetu, če jih je, ne, res tudi v zahodnem svetu. Ampak problem je, da ljudje, produkcija ni več dohitevala njegove uspehe in so začeli, malo se začela štancati, ponavljati tako in potem še ni bilo, pesem mora dozoreti. To bi še mogel malo počakati, verjetno. Ja, ampak to ni za zameriti, zato ker ne moreš počakati takrat. Lahko pa, da je vedel, da ga ne bo. Bom rekel, ne, da je to vedel, da ga ne bo, ampak da je že tako moglo biti, da je mogel na hitro. To sem pa razmišljal, ker je imel tako kratek čas na zemlji, je mogel očitno res hitro vse narediti. Jaz se spomnim njegovega zadnjega intervjuja, sem ga gledal na makedonski televiziji, noč prej se je ponesrečil in reče voditeljici, preveč sem utrujen, ne morem več. To se spomnim, ja. Pa ga vpraša, kako to misli, nekaj razlaga. Ja. Bal se je letenja zelo in ni hotel iti z avionom v Zagreb. Šel z avtom, Bojim se tudi jaz letenja, priznam. Čeprav, če moram letim, ampak... Te me spelal na eno turo, testno turo, sam da si avion kupi počakaj. Evo to, jaz sem pripričan, da ga boš imel. Slejko prej, ja. Tako, in pač zaradi tega, ker ni šel na letalo, se je pač zgodilo to, kar se je zgodilo. Drugače pa Goran, predno bomo pa skočila še malo v sedanji čas. Jaz vem, da si ti pač iz Makedonije, si rekel, da si šel v Ljubljano, kjer si se mogel kar dosti namatrati, da si ti prišel do enega takega glasbenega statusa, čeprav si bil ti genialc, ti si wunderkid, to moramo vedeti. Ti si čudežni otrok. Tukaj, karkoli boš rekel, brez veze, da odgovarjaš nazaj, to je dejstvo. A veš, to, kar sem jaz v seksu, si ti v muziki. No, ampak hočem to reči.
Kljub temu, da si bil tako nadarjen, ne, šel si celo v Salzburg, Ja, v tako, Mozartovo šolo, kaj si šel celo. Edini sem naredil spremni izpite. No, evo, vidiš, to bo zdaj mi malo povedal to svojo zgodovino, no, pa recimo, če prideva res na to, zakaj si rabo toliko časa dejansko, da so te tu v Sloveniji sprejeli, pa rekli, čakaj malo, to pa ni slabo. To je ogromna borba, veš, Ja. to jaz ne privoščim nobenemu. Želel bi si vsi, recimo mladi ljudje, ko so talentirani, da jim je lažja pot, kot to, kar sem jaz dal čez. Ker če bi še enkrat razmišljal in bi se vrnil nazaj v moje otroštvo, ne vem, če bi izbral iste poti. Tako je bilo zajebano, ali kaj? Pa kaj je bil problem? Kaj je bil Najbolj problem? boli krivica, ko veš, ko posvetiš življenje nečemu, ko daš vse iz sebe, ko verjameš in zaupaš, bi rekel, vesolju, da ti je dano to, in potem začnejo problemi, se pojavljajo ljudje, ki ti ne spustijo čez. Ne? In potem pridejo določene audicije, pridejo določena tekmovanja, pridejo take zadeve, ko veš, kakšen potencial nosiš v sebi in jim ga daš, oni pa rečejo, oprostite, ne vem, parkrat je bilo, takrat nisem bil še državljan, pol je bilo. A to je bil problem, da si bil tujec? Jaz nažalost se počutim, da sem še vedno tujec. Mislim, nekatere inštitucije mi dajo ta občutek, imam pa to srečo v Sloveniji, da ljudje me imajo zelo radi, imam zvesto publiko, ki se jim klanjam, ki jih spoštujem. Tako da je to zelo tak, bi rekel, če dam na tehtnico vse skupaj, je težka pot, sploh v tujini. Pa ne Slovenija, sam kamorkoli greš v tujino, težko je začeti z nule. Ne, če ti povem, da sem delal kot varnostnik, ko sem prišel. Varnostnik, kaj si s frulico pol te? Ne, sem moral ostati tam cele noči, ker ni bilo za kruh. Da si mogel preživeti, ne? Ja, v Ljubljani. Ampak kaj recimo, ti si končal kaj, to Salzburško šolo? Jaz sem končal največjo salzburško magisterij v Salzburgu za klarinet. Predtem sem končal akademijo v Ljubljani. To sem zelo ponosen, takrat še nisem imel državljanstva in sem bil. Je bila tudi malo, če se spomnim za nazaj, ti povem par zgodbic. Ne. Recimo 2 rundi so bili, ne, in v prvi rundi sem imel 99 pik, ne, so me ocenili. V drugi so imeli 93 pa dol pik. Ne. V drugi rundi, ko so videli priimek, pa da nisem, ampak to je normalno, to jaz ne zamerim. V drugi rundi naenkrat so mi dali kar 89 pik, pa sem igral 3-krat boljši. Tako da vseeno sem dobil zlato plaketo, kar sem zelo hvaležen. Ne. Potem sem se zaposlil v operi, sem bil, mislim, da 21 let star ali 22, pa tam je bila šele drama, veš, kak je bilo tam. Prideš za zaveso, edini narediš audicijo. Kar naenkrat začneš hoditi, reče, ne bomo vas zaposlili. Pa to vse legalno, mislim, oglas za delovno razmerje in tak naprej. Bomo zaposlili hišnika namesto vas. Pa so zaposlili hišnika. Pa kaj, da je igral hišnika? Ne, pač ministrstvo da, ne vem, eno mesto, ampak da recimo za orkestrskega glasbenika. Njim je zmanjkalo hišnika, ti greš stran, pride hišnik. Vse te izkušnje, veš, sem hvaležen, ker so me naredili od človeka tak, kot sem danes. Mogoče ne bi bil toliko zrel, bi rekel, ali pa toliko razumevajoč do ostalih ljudi, do njihovih problemov. Zelo me gane, vsaka zgodba človeška, kjer se dogaja krivica, me osebno zelo boli. Zakaj si pa šel v Slovenijo pravzaprav? Kaj si tu videl v Sloveniji takega, da si rekel, to pa je fajn za mene? Pa kaj je bilo v Makedoniji narobe? V Makedoniji je v tem času zelo težko kazano. Ne? Pač, jaz sem bil fanatik, kar se tiče glasbe. Jaz sem hotel doseči to, kar jaz slišim vse in nič manj. Perfekcijo. Perfekcijo. Tam je nisem dobil, zato ker pač nažalost, lahko govorim javno, takrat šole niso, srednja šola je bila še dosti dobra. Fakulteta je pač bila taka, ni bila še na tem nivoju takrat, zdaj je mnogo boljš, stvari se razvijajo. In sem imel enega profesorja za pač dirigenta, smo imeli orkester in je rekel, po prvi vaji, ti pridi potem k meni v kabinet. Saša Nikolovski Gjumar, on je študiral v Sankt Petersburgu. Igrali smo Petruško, se spomnim, in reče, pridi not, sem prišel not in rekel, poslušaj, če želiš kaj v življenju narediti, sem opazil tvoj talent, sploh moraš jo celiti od tu, izberi svojo pot,
poišči v tujino, kje so dobri profesori in začni na novo. Ne? In jaz sem bil 18 let star. Jaz sem mislil, da lahko vse. Sem rekel, v redu, bom tudi to naredil. In sem se prijavil v Ljubljano in v Ameriko, v Michiganu. Ne? In sem naredil obe audicije. Ta zahodni svet nikoli me ni to kmikal. Veš, mi smo si zelo podobni. Ja. Jezik, dobro, so kulturne razlike, ampak tudi imamo veliko skupnega. Ne? In sem rekel, seveda, da gremo v Ljubljano, ni šans, da gremo v Ameriko. Tako sem prišel v Ljubljano. Evo. Ampak to me zanima, ne? Ti si hotel postati kaj, klasični glasbenik? Jaz sem verjel v klasik, tako, ne. Hotel biti vedno solista, orkester, me ni zanimalo. Pa skladatelj, da bi svoje pesmi skladal, ne? Pa tudi Mozarta, Brahmsa, vse te železni repertoar, klasični. Jaz sem to pilil od otroštva. Ne? In to delaš tako kot športnik, to delaš, ne vem, 7-8 ur na dan, samo vadiš. In nimaš drugega nobenega življenja, ampak ti nič ne manjka. Ker to ti je vesolje in vedno gledaš, kako boš boljše zaigral Mozarta, katere finese v Brahmsu boš naredil in tako naprej. Se, če ne delaš tega, verjetno tudi ne moreš doseči perfekcije. Ne? Tako je. To je dejstvo. Ne? Zgodba je pa to, pridem jaz v Ljubljano, imel sem pa tako slab inštrument, da je spuščal iz vseh smeri, pač ni bilo denarja. Ne? In ko je videl profesor Slavko Goričar, en lep pozdrav, ko je videl, kak je inštrument in kak sem jaz to naredil, je rekel, to ni mogoče, je rekel, to je tako, bi vrata po okno odprl, pa prepihe po vsod, saj, ko je on probal inštrument. Rekel, ti si igral na tem inštrumentu, sem rekel, ja. No, tako da, zanimive so te zgodbe, ko začenja človek. Ne? In kdaj pa pol prišel do tega big breaka, da si pa rekel, čuj, zdaj pa mi je moj ratal, zdaj pa nisem več tak loser, ko sem mislil, da bom. Ne? Ja, kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? A veš, sigurno se spomnim skupine Terrafolk. Ja. To je ena taka zanimiva zgodba. Jaz sem bil prvi letnik na akademiji, pridem domov, imel sem eno tako čisto majhno televizijo in spal sem na eni blazini, ker ni bilo denarja za nič drugega. Prižgem televizijo, gledam koncert Terrafolk iz Križank. 3-krat so jih takrat razprodali. Sem rekel, kakšni glasbeniki, kakšna dobra muzika, to bi jaz. In nič, pustim tako, da me zanima ta band in gled, kako se to vse poklopi. In jaz vadim na akademiji in pride en čupavi tak gleda na okno, reče, če lahko not pride. Sem rekel, veš, da pridi, ne? Pride in to je bil vodja, Bojan Cvedrežnik. In reče, veš kaj, jaz sem te slišal, imaš ful lep ton, ful dobro tehniko, ful lepo igraš, pa mi bi rabili enega takega v naš band, takrat jih je Gombač zapustil, ne? Pa glih takrat je on prišel mim, ko si glih takrat ti noti bil. Glih, to je, ne vem, evo, to je res, brez pretiravanja. Pa rekel, bi ti prišel na en jam session k nam, pa se zmenimo in tako smo začeli. Potem sem Terrafolk igral 8 let. Si prav član bil njihov? Ja. Aha, to je prav. Od 2006 do 2013 nekje. In takrat si tudi ugotovil, da tvoja pot verjetno ne bo tako klasična, ampak tako, oni so me naučili odrske prezence, oni so me naučili, da muzika ni samo klasika. Čeprav big respekt do klasike, to je osnova, ampak da so še druge zadeve. In to čez noč se je začelo nekako kuhati v meni in sem si začel upati še drugo, pa malo improvizacije, nekaj napisal, z njimi smo hodili po celi Evropi. Velike odre smo igrali za ta žanr, res, oni so dobili takrat BBC svetovno nagrado in nekako se mi je odprlo. In tako sem naredil audicijo v Salzburgu. Ne. Jaz se prijavim v Salzburg za audicijo, za magisterij, pa tam pride oni Kitajčki, Japončki, ko to igra samo. Ne. Ja. Jaz pa s Terrafolki smo bili v Parizu in smo igrali, takrat je Slovenija predala predsedovanje Evropske unije Franciji. In smo igrali v Notre-Damski cerkvi, smo imeli koncert z njimi, z RTV Simfoniki in zvečer žur na Rastur do konca. Naslednji dan na avion, pridem jaz v Ljubljano, tam grem direktno v Salzburg na sprejemni izpit. Sem rekel, to ne bo nič. Ja, jaz sem mislil, kak je Mozart, mislim, od njega res je bil dekadentni žur. Celo noč nismo spali, igrali in tako naprej. Pridem jaz v Salzburg,
začnem igrati Mozarta temo, pa reče, ostane ta profesor, ki reče, žuje, unim drugim. Tako se igra, to je muzika, to je emocija. Ti si sprejet, vi ven. Tak je bil, pač res, pri njem je bilo red in disciplina. Bravo. In tako. Nekaj, veš kaj, zdaj tako, ko sem poslušal, sem dejansko ugotovil, da ko si se sprostil, ne, viš, ker recimo par let nazaj, pred Terrafolk zgodbo, recimo, zagotovo ne bi upal žurat, pit, noret, pa iti naslednji dan na audicijo. Jaz sem bil izjemno. Jaz bi 3 dni prej spal, 3 dni prej, pa bi se zaprl, pa bi izklopil vse. Vidiš, ko si se pa sprostil, pa dejansko neko strast, kri, meso pokazal, je pa mogoče se zgodba spremenila, mogoče je to pa fora. To. Jaz vedno rečem, tudi za klasično glasbo, ko me velikokrat vprašajo o klasični glasbeni, kako tako natančno nekaj narediš. Lahko narediš, kot si ti toliko sproščen. Sprostite pa drug stil muzike, recimo, ne vem, vsak si ima nek svoj žanr, ki ga čuti blizu, ne. In potem, ko tam ti tak prsti letijo, se ti enostavno čist bolj samozavesten postaneš. In potem ti, ko igraš Mozartovo temo, ti je to veselje. Ni več napor, a boš falil. Ampak rečeš, evo, tu, tak. Ja, bravo. No, potem pa, Goran, moj dragi, ko smo že prej omenila Boro, si pa ti tudi potem igral z velikim Džibonijem, ki je pa meni eden izmed najljubših, poleg Petra Graša seveda, eden najljubših glasbenikov in genialcev, in jaz sem res njegov orjaški fan, znam verjetno vse komade tega sveta, sem ga tudi sam parkrat imel čas poznati, in potem si ti začel pa tudi z njim sodelovati. Kako hudiče je pa do tega prišlo, da te pa zdaj, a si mu ti rekel, čuj Allah, ali on te preko, ker lej, te pa moram je nekaj vedeti zdaj tu. Džibonija je pohvalil tudi sam Sting, a veš, in tudi marsikdo od evropskih glasbenikov se zaveda, da na Hrvaškem, v Splitu živi neki glasbenik, ki je na svetovnem nivoju, res da mu angleški album ni ratal, ker tudi, bom rekel, se je tudi na glas poznal, pa ni se najdel v tem. Žal je on, mislim, da človek, ki mora peti v svojem avtohtonem jeziku, to je najbolj romantično, najlepše. In ni šlo, ampak kako si do njega prišel, da zdaj dejansko sta vidva že parkrat, da pil in Cvetju, v Celju, ne vem, kje vse špilata, dejansko te ima zdaj on na pol benda, tako onega svojega Markota na violini, si zdaj ti njegov pihalec. Veš kaj, jaz Markota poznam dolga leta nazaj, sodelovali smo tudi z Vlatko Stefanovskim v enem projektu, Balkan Super Selection, smo dolga leta nas veže prijateljstvo z Marko Ramljakom, tako da on je pač tudi malo pokazal, kaj jaz počnem. Potem seveda celjska špica, Dule naš, mislim, stvari so se poklopile. Menadžerka Džibonijeva je bila menadžerka od Tošeta Projeskega. In vse te stvari, in pol Džibo je to slišal kak igram, in je rekel, ja. Mislim, in potem ta koncert, ko je bil tu na celjski špici, je bil... Spet jaz bil v svetu, kadar si ti snjes, Ja, nekak se poklopi, Ja, mislim, to je vse vsoda, jaz bi rekel, Ja. Potem pa tisti koncert na celjski špici je še danes meni najlepši od vseh bil, ker je bil najbolj pristen. Drug od drugega nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo. Kaj sta prvič. In pa kar nekaj smo bili na kolenih, je se prepevalo, veš, to je iskrenost. Iskrenost. Samo to šteje v muziki, nič drugega. Glej, jaz hočem to reči, jaz Džibonija pa spremljam že vrsto let, in on res na odru uživa. On je ta pristni uživač, razumeš, tudi če bi ves folk šel, on še vedno za svoje srce, dušo, ker ga tisti moment zagrabi. In on ne blefira, če bo nekdo mu v bendu fušil, ga bo kregal, pa bom rekel, hej, što radiš, što radiš, razumeš, što radiš, dečko, pa što se ovdje događa, veš, ampak ko sem jaz videl ta vajen moment, kako je on, ne showmakersko, češ za folk, dajmo narediti nekaj, da bo folk gledal, ti si je bilo, ko so nosili tisti čov, ti si je bilo showmakersko, ampak to na odru gor je bil pa ta moment, ko si sam rekel iskren, in jaz sem videl, kako on tebe, ko te je zagledal, kako ti igraš, uživo z njim, da ti je dal v bistvu respekt, Razumeš, da ti je rekel, čakaj, ti si tu zraven mene, je pa glasbeni genij, da ti to nek Džiboni reče. Meni je to toliko nerodno, ker ko je on padel na kolena, jaz ti se vedel, kaj ne naredim. Mislim, me
ker je to bilo čisto spontano. Ne? Pa jaz sem tudi šel na kolena, ker nisem hotel biti nad njim. Ja, razumem. In se je to čisto spontano zgodilo. Ampak midva se nisva predtem nič pogovarjala. Niti kako, niti aranžmajsko, kako bo potekala muzika pol, ko je to ustavil. Pa. On se obrnil v bendu in rekel, to je rekel, ovako se svira. In kar objemal, mislim, pol seveda sem še dostikrat bil njegov gost. Meni je velika čast, da s temi imeni res ogromno so mi dali vse ti izvajalci. Mislim, vedno postanem bolj izkušen, boljši glasbenik, se mi bolj dozorevam v tem, kar bi lahko dal svetu. Kaj pa tudi rating ti dejansko raste, ne? Imaš ta rezime, renome, s kom si vse bil, napišeš, to nikakor ni slabo, ne? Ko se pol kaj sam meniš, kdo pa ste vi, ja, gledajte, tole seveda, ja. Ja, kdor ne ve, ne? To ti koristi v končni fazi. Čeprav se ne rad hvalim, ampak pač, ko nekam pošleš ta življenjepis, je to, da mene poznaš, si rekel že komu gledati? Seveda. To ti bi škodilo, to ti bi škodilo, po moje to ne. Čuj, pa s kom si še igral, recimo, ko je vredno mogoče omeniti, pa smo ga pozabili zdaj, ali sta ta dva ta glavna, se pravi Stepanovski, bi rekel, pa Bora Čorba, pa Džiboni. S Kreslinom sem sodeloval, Siddharto, sem jim posnel na novem albumu, je ta moja pastirska piščal, vrhunski album so naredili Siddharta, res. Sami so me povabili, so rekli, da vidijo to nek most med to mojo etno piščal pa njihovim rock'n'rollom. Vrhunska zadeva, napisali so pesem v 11 osminah, kar je tipično, bi rekel, makedonski ritem, so ga dali pa v rock in naredili so revolucijo v rock muziki s tem. Že dolgo ni bilo take kombinacije, bi rekel, ne. Pa meni so zelo blizu, jaz jih obožujem. Siddharta so res da top band, se mi zdi. In kak je to občutek, recimo, da nek mulček, ne, ki je prej gledal svoje idole, ne, potem dejansko, ko odraste, ne samo, da zdaj te idole pozna na zdravo, ampak da z njimi nastopa na odru. Pa to ti mora nekaj narediti noter, razumeš? Imaš pa vse malo, da si pa nek frajer zdaj postal. Ali še vedno ne? Kaj jaz vem. Ja. Veš kaj, čas mi je, ne? Jaz se spomnim Vladka Stefanovskega, ne? V Makedoniji, vedno, ko je bil dnevnik, ko je bila špica dnevnika ob 7, je bila njegova pesem, ne? Bistra voda. In to, ko smo mi z njim odraščali, mi smo takrat, mislim, za nas otroke, mislim, in je on, Bog, ne? Vladko Stefanovski, lepi so. Potem pa kar naenkrat, nekako življenje te pelje samo. Moraš zaupati in moraš biti priden. Ne smeš blefirati. Mislim, v muziki vse. Moraš dati 100% sebe, najbrž v športu je isto, jaz mislim. Ne? V muziki ni blefa. Se sliši in če slišijo, nisi več del tega. Ti pa se daš vedeti od muzike, te, ki jo ti delaš pri nas. Ali moraš biti še vedno hišnik? Oziroma varnostnik, kaj si bil? Veš kak je, Slovenija je super, je pa mali trg to. Ne? Mali trg, veliko lobijev. Veliko je še vedno, to je normalno. So klani, so družine, so neki, ki so pač, ki držijo in ne spustijo zraven. Ne? In je tek se prebijati, ampak jaz sem bil, nekako sem razmišljal, da nekaj moram narediti. Pa ne s tem, da se maščujem tem ljudem, pa da dokazujem, koliko jaz znam ali ne znam. Jaz sem si izbral drug trg, sem se odprl, sem prišel celo bivšo jugo, Avstrija, Nemčija, gor, mislim, celo Evropo imam. Ne gledam tako ozko, ker če bi se ukvarjal s temi ljudmi, bi bil depresiven in bi propadel. Bi propadel, ja. Ne? Ti, s kom si pa še želiš igrati? S kom imaš neko tako skrito, recimo? Stingom. Stingom. Evo, če bo... Ja, mogoče naj jo gleda, ne? Mogoče naj gleda, ne? Ne vem, če bo naj jo razumel, ampak Sting bo sigurno. A pa spodnje pisala. Ja, bože. Kaj pa še poleg Stinga, je to? Mislim, Sting pop izvajalcev mi je vrh. Nekateri so žal pokojni, ki so bili moji veliki idoli, Paco de Lucia. Bil sem v kontaktu z enim, ko je igral s Paco de Lucio in en vrhunski glasbenik, Aldi Meola.
In je, Pa bi mogel na špici nastopiti, je bila neka ideja, ne? ja, Ta Aldi Meola, ne, nismo se, zato ker to se jaz sem spomnim, ga hotel. Ko ni noben vedel, kdo je, Sem zato rekel, sem prvi ja, rekli, pa se- pustimo, ker noben tako. je sam Goran prišel, ne? Ja, Aldi Meola je eno veliko ime v kitarskem svetu in nasploh v glasbi. In sem hotel ga v Celje pripeljati. Zaenkrat mi ni uspelo zaradi logističnih nekih stvari, ampak mogoče pa še ne v Ljubljano, v Celje. In to na Celjsko špico pri Duletu, zato ker tudi Duleta izjemno spoštujem in toliko naredi za to mesto, da ravno zaradi tega bi dal tudi Aldi Meolo na Celjsko špico. Celjsko špico. Zdaj pa, če že to Celje mi omenjamo, če se jaz ne motim, popravi me, tebe je v Celje, kaj te je ljubezen pripeljala v Celje? Ja, veš da, žena. Se pravi, dejansko moški še vedno grejo zaradi ljubezni vse posod, hočeš povedati. Ja, ljubezen je gonilna sila. Kar je ona šla k tebi, Ljubljano ali pa Makedonijo, zakaj smo kot ti prijeti? Zato, ker to so druga vprašanja. So druga vprašanja, ne? Ampak ti si se zaljubil. Ta ženska ljubezen mogoče malo drugače, mi moški smo bolj tak, ne. Ti si se kaj, v Celjanko si se dejansko zaljubil. Ja. In si se zdaj sem preselil? Od samega začetka smo, odkar sem prišel v Ljubljano, v bistvu ona je skozi z mano, ne. Tak da... Pa koliko let se zdaj že skupaj? Ja, od 2001. To je kot 23 let si že znal. Zdaj si naveličil še. Ja, očitno, da ne. Neki glasbeniki ste znani potem, da radi pogledate še malo okrog. Ja, pogledati ni greh, ne. To je pa tudi vse, ne. Moraš pa biti zvest, ne. Ker veš, da ti zlomi vse tvoje inštrumente, če bi kaj sral. Ne se bo več frulic. Ne še več frulic, ne. Moje one kitajske, veš, da... Točno tako, ampak daj mi to povej, no. Kako pa ona recimo gleda? Ona je takrat s tabo bila, ko še ti v bistvu še nisi bil to, kar si zdaj, ne. Kako gleda na to, je bila vedno vesela ali jo je da je skrbela, da boš pa, ne vem, vsem zdaj malo odletel, da te bo malo odnesel ego. Se ni mogla videti, ne. Lahko ti nekak skrom, sam kot igrata znan, te lahko vsem malo to odnese. Očitno te ni, ne. Kako je bilo to z njene strani? Mene ne bo odneslo, kar se tega tiče na tak način nikoli. Jaz vem, kaj hočem v življenju, kaj so moje prioritete, družina mi veliko pomeni. Je pa res, da pridejo skušnjave, da to je pač, ko si neka javna oseba, tudi partnerju ni vedno lahko, ne. Pa pridejo govorice, pa pridejo, pa včasih sem se ful sekiral, da se samo nasmejim, ne. Otroke imate tudi, ne? Enega otroka. Kaj so znake igrati? Kaj je talent? Kitaro je igral, veš, kak lepo. Zdaj je rekel, noče več kitar, zdaj hoče biti košarkaš. Čakaj, kaj si mu pa rekel, ti je srce zlomil? Ne, ja, veš, kak je. Koliko je velik? Je velik tudi danes za košarkaša? Ja, bo odrastel. Bo višji od mene. Ja. Veš kaj, jaz rečem, da vedno, jaz sem se trudil nekako v to glasbo in sem približal, ampak ko vidiš, da je srce druge, ne, da on vidi šport, jaz želim si pa, da je sam srečen, boš rečem, ok, bodi košarkaš. Pa je bil res dober v kitari, prav, ono. Izjemen. Ekstremno dober. Pa je škoda. Malo je vadil, če bi pa vadil veliko, bi bil pa kar genialno bi igral. Ja. Dobil je neke nagrade, tudi v Londonu, v času korone. Srebrno, to je veliko, ne, to je mednarodno tekmovanje, pa, ampak rekel, enostavno ne čuti to in ne moreš človeka. Ja, veš, da ne moreš. Mislim, jaz sem se trudil, ni tako, da je on rekel, jaz nočem, pa sem rekel, ok, pust, ne. Ja. Ampak sem se trudil, pa vidiš, da... Ja. Kaj pa recimo ti, ne? Ker če gledaš nazaj, dobro, zdaj harmonika je zdaj prevzela primat nad kitaro, ampak vedno so fantje, mladi, najne generacije so vedno igrali kitaro, da so punce osvajali. To je bil najboljši inštrument. Sam pazi, ti si pa igral frulico. Noben ni gledal. Mislim, kje si razmišljal, da boš frulico, pa s saksofonom, pa s klavetom osvajal punce. Kakšni nobenega denarja ni za saksofon, denar je za neko frulico, iz nekega bambusa. To sem si sam sebi žvižgal na začetku. Je pa res, da kitara, ko je igral kitaro, vedno je pobral najlepše punce v najstništvu. Kaj pa ti igraš? Že imamo nek star klarinet, kaj je to? No, sem kaj pa zdaj, recimo, ko so te pa videli z Džibonjom, pa ko so te videli z Boro Čorbo, Stefanovskim, Sidarto, Kreslinom, zdaj pa vejo, čakaj malo, to je ta Goran, ko smo se mu režali, da ima frulico, ko ni igral kitaro, glej ga zdaj, ne? Frulica je še vedno ista, ne? Samo vse veš, ne? Ja. Ampak to mi povej, no, ko gledaš recimo mladino, ko gledaš otroke, mlajšo generacijo, prej si pa zdaj omenil sina svojega, da bo zdaj dal kitaro v kot, pa začel igrati košarko.
vidiš pri otrocih mogoče še vedno ta žar, željo po glasbi, ali misliš, da je zdaj to internet prišel, pa pametni telefoni, pa igrice, pa vse druge stvari, samo to, kar Jaz je mislim, mogoče da bo lepo, ta industrija, ta internet bo Ja. nas uničila, Ja. mladino. Ne. To, kar se pa zdaj dogaja, jaz bi kar izklopil internet, pa bi rekel, ni več interneta. Za ene stvari, ker otroci niso več zmožni 5 minut se pogovarjati s sogovornikom, nimajo koncentracije, vse se dogaja prek zaslonov, vse je nek virtualni svet. Internet ima tudi seveda pozitivne stvari, ampak kako ga doziraš, kaj počneš z njim, je pa drugo. Ne? In mladina se mi zdi, da propada s tem, da ne znajo več komunicirati drug z drugim brez tega. Ne? In tudi tukaj seveda trpi umetnost, trpi šport, trpi vse, kar je pristno, vse, kar je primarno. Veš kaj, občutek imam, da danes če nek fant, dober, naravno zabavna glasba, to mi je fascinantno, ne? Kak je mogoče tvoj pogled na to, tem vprašal, da je naravno zabavna glasba zdaj postala mainstream, ne? A veš, da je zasenčila vse ostale glasbe in tu še vidim, da mladi pebi, ko grejo igrati harmoniko, imajo idejo, da bojo zanimivi, ne? Recimo dekletom, vse ostali inštrumenti. Pa mislim, da nima več gleda, da bo frajer, če bo na njih igral. Kak je mogoče tvoj pogled na to narodno zabavno muziko? Namreč meni se ogromno pop glasbenikov se mi najbolj pritožuje nad narodno zabavno muziko, češ da so jim te bendi prevzeli primat, da so jim prevzeli kruh, ker narodno zabavni bendi so se naučili igrati vse. Ne? Ti najameš narodno zabavni bend, pa igra pop, pa igra rock, pa igra še narodno zabavno, medtem ko pop igra samo pop. Kaj ti praviš, je to res problem ali to malo pretiravajo te glasbeniki, da se bojijo brez veze? Veš kaj, jaz mislim, da pač narodno zabavna glasba, tudi ima neke svoje pluse. Veš, ti ljudje, ko se s tem ukvarjajo, jaz jih spoštujem, jaz ne bi rekel, da to, pač oni so se odločili za to pot in to pač furajo, ne, to peljejo naprej. Zdaj, ti ostali glasbeniki, namesto da bi se pritoževali, bi lahko vseeno se bolj trudili v svojem krogu doseči čim več. Najlažje je krivico zdaj dati nekomu drugemu, reči, ti si kriv, zato jaz ne morem nekaj narediti. Mislim, se tudi to dogaja, ampak lej, narodno zabavna naj bo narodno zabavna. To, kar mi počnemo, moramo biti čim boljši v tem, kar mi počnemo. Ne. Pa bi šel kdaj ti v to zvrst s svojimi inštrumenti? V narodno zabavno. Zaigral, ne vem, Golico. Golico bi zaigral. Pa tole kaj je. Avsenika zelo rad. Pa tale kaj je, od slaka, no. Čebelice. Ne, še ena, ko je ful lepa. V dolini tih, ja. To je zelo lepa pesem. To bi igral. Ja. Ja, to bi igral. Par stvari, recimo, zelo spoštujem Avsenika, tudi pa Slaka tudi. Od Avsenika Veter nosi pesem mojo, tudi z mojo skupino dostikrat zaigramo kot eno darilo, čeprav imamo čisto nek drug stil, ampak meni se zdi to eno tako remek delo njegovo in jaz spoštujem Avsenika, tudi Slaka. Ne bi pa šel v te moderne, to pa ne bi šel. Ne, to je drugo, to naj počnejo drugi, to ni moj svet. Ne obsojam, ampak ne. Razumem. No in če si že omenil to svojo skupino, zdaj, če prav razumem, ti imaš svojo skupino, s katero nastopate, in gre v redu, si zadovoljna, bi lahko še boljš. Pa kam vas vabijo, na kakšne prireditve vas vabijo? Veš kaj, mi igramo dosti elitnih prireditev. Zdaj smo igrali na začetku poletja na Lošinju, so bili dnevi slovenske kuhinje, pa je bila zelo elitna družba. Igramo take neke bolj prestižne zgodbe, čeprav z veseljem pridem nekoga osrečiti, če ima rad to, kar jaz počnem na dom, mu zaigram, da se mu srce razveseli. Jaz nikoli ne gledam na to zdaj, da je to nek prestiž. Ampak ta glasba, ki mi jo delamo, spada v nek višji nivo, bi rekel, ko za neke prireditve take. Ni pa zdaj tu neke meje. Ne. Ampak mislim, tako sem te prej vprašal, že zaslužiš to, da živiš? Vedno je lahko boljš. Ja. Koliko zaslužiš, pa ne boš povedal. Če bi to povedal, koliko zaslužim, vsi bi vrgli stran inštrumente. Verjamem. Pa ne, da je velik, da je malo. Za sproti imaš. Ja, ampak sem še vedno zvest muski. Ok, zdaj pa to povej, to mi je bilo vedno interesantno, ne, pri vas genialnih glasbenikih, torej, ki nek inštrument dovršite do kraja, moraš ti še kar vaditi. Vsak dan. Prej sem vadil 4 ure. Ja. Pa če ne bi vadil, kaj bi pozabil igrati? Ne. Zakaj moraš vaditi? Ker bi bil nesrečen. Se pravi, to vadiš za hobi, ne vadiš, ker moraš vaditi. Jaz vadim za sebe. Za sebe. Vedno. Zato, ker če ne primem inštrumenta v enem dnevu,
Pa zdaj si že živčen, ko nisi že dolgo igral. Pa ne tako otožen sem, veš. Ja. Pa greš, da seš igrati čisto v svojem svetu. Tam je vse najlepše, tam te noben ne sekira, tam ni materialnih zadev, tam je samo lepota. Ne? Pa kaj pa igraš, ko si recimo za sebe doma? Ko se ne posnameš, ker vem, da doskrat tudi na YouTube objaviš te svoje zgodbe, pa na Facebooku objavljaš rad, ne? Ampak kaj pa igraš čisto za sebe, ko te noben ne sliši? Ja, najprej pač naredim to, kar je del. Ne, to je tako, ko služba. Naredim tehnične zadeve, naredim vse BP. Trudim se, da je čim bolj natančno. To je tako klasika. Ne. Jaz te vedno veliko. Kdo te pa posluša, da ve, či slučajno si kaj zafušal? Jaz sam sebe slišim zelo dobro, kako grem in to pa res. Okay. In probam tam, vzamem nek detalj in ga sposoben sem sam teh par tonov igrati 1 uro, če je treba, da so tako, ko jaz želim. Ko so tako, ko jaz želim, pa grem naprej. To je, če bi eno od zunaj slišal po moje, ko imam tam od tle, bi si rekel, ta je nor ali se mu je zmešal, da to skozi ponavlja. Ampak ni, to so pač malenkosti. Potem pa seveda, da igram za sebe. Makedonske ljudske pesmi vedno so mi. Imaš rad, ne? Ja, ko si od tam doma, ne? Ja. Zajdi. Špilaš? Veš, da. To je tako težka pesma, da se vedno zjočem, ko zaigram. Res? Tudi, ko sem sam, res. Zanimivo. To je vedno. Zdaj sem jo zaigral, ko smo bili v zboru Đorđevićem na Ohridu, kakva veličina, ne? Pa na pesmi 2 dinara druža. Reči ti, ko prideš na oder, ti zaigraj to, da te domačini slišijo, to, kar nosiš v srcu. Jaz sem zaigral samo 3 začetne tone od Zajdi in so se odprle vse zastave. Ljudje so se začeli jokati. To je bil tak trenutek. Si predstavljaš Zajdi pa 2 dinara, kako smo speljali, ne? To je bilo noro. Ljudem se je zmešalo. Neverjetno. Ja. Moraš iti na Ohrid, če nisi bil. Mislim, veš, ki sem bil, ko smo Monopoly igrali kot mulci, si vedno lahko Ohrid kupil. In tam je to zgodovina. Ohrid je bil car. Ne? Ampak kaj pa recimo publika, ne vem, v Makedoniji, publika, ne vem, na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji, v tujini, je kakšna razlika? Mislim, da smo tu nekje, veš. Mislim, da smo tu nekje, da smo ti, bi rekel, narodi bivše Jugoslavije, a pa bi rekel slovanski narodi, zelo, zelo nadarjeni za muziko. Imamo vsi kar velik posluh, vemo, kaj se dogaja v muziki in tudi odzivi so taki, da vedno smo lepo sprejeti. No. Slovenska publika je tudi zelo, zelo na nivoju. Ni slovenska ta tradicionalno bolj, ne vem, dolgočasna, pa premalo strastna. Ne. Jaz zelo cenim, ko ljudje poslušajo, ko so resni. Zato, ker takrat oni morajo ti moraš muziko v tišini poslušati. Ne da je nek hrup, pa da se nekdo. Tega nimam tokrat. To resnost od publike pa mi je zelo všeč. Ti, kaj pa, ko si prej rekel, da si šel za ljubeznijo v Celje, ne? Kako ste pa Celjani sprejeli kot tujca? Ta publika, ko jaz imam vrhunsko. Mislim tudi kot publika, mislim kot človeka, ki se sprehaja po Celju. So ponosni Celjani, da si imajo glas, da si njihov, da si naš. Ja, pa sem. Jaz živim tudi toliko let. Ker slovensko znaš odlično govoriti. Skoraj boljš kot Celjani. Te moram pohvaliti. Ja, to sem pa ponosen. Pa sem ponosen na Celje, res. Pa se ne počutiš več tujca tukaj? Veš, kaj me skrbi, da večkrat sem poskušal neko službo dobiti tu v Celju. To te matra. Zakaj službo, če si rekel, da ti dobro gre kot v muziki? Veš, kak je korona? Korona je naš... Hočeš biti kaj nazaj, varnostnika? Ne, jaz sem hotel v glasbeni šoli učiti, da to znanje naprej, pa neko službo v zvezi s kulturo, pa vedno pozabi. Ja, tukaj se ustavi. Zakaj? In tukaj pač udari tisto, da še vedno mogoče ni tu tvoj dom. Ne. Ko pa pridem v soboto na trg, srečam pa čudovite ljudi, sem pa spet tu doma. Veš, tako dvojno življenje. Ne. Tudi ljudje ti imajo noro rad, jaz imam ljudi noro rad. Res so čudovite. Mislim, meni je krasno se sprehoditi po mestu. Ne. Imam lepe občutke, počutim se doma. Pride nek razpis, neki se prijavi za službo, da bi neki pokazal, dal. Pa se pa neha. Zavrnjen. Kaj pa v Makedonijo še? Greš kaj bito za svoje Makedonce? Zdaj sem bil. Ja, kaj greš na počitnice, greš gor? Zdaj sem imel koncert, zdaj sem imel z Aco Pejovićem na Ohridu, na štadionu. Imaš starše, imaš gor še? Starše, pa brata. Vsi so moji tam, pač imam tudi ženo pa otrok, ampak
ati, mama, vsi so dole. Ne? Pa ti povem, da starejši, ko sem bolj me vleče. Da bi šel nazaj. Ja, Na stara leta si rekel, da boš imel ja to šel prej, kar sem rekel na začetku. Ja. Ne, opic, ovc. Opic. Par ovc si želim v Makedoniji, pa da igram na uno primarno piščalko. Goran, prej si sicer omenil že, ne, da se včasih zjokaš, ne, ko igraš, ampak kdaj si nazadnje jokal? Prej, Daj. ko sem vadil. Ko si izvedel, da moraš sem priti, si zjokal kaj? Ko sem vadil. Ko si vadil? Ja. Kaj te je tako? Zigral sem eno lepo, ful makedonsko pesem. In te je V ganilo? ateljeju, pa ne zajdi. Je ena pesem, ko se reče, ako odam v Bitola, to pomeni, če grem v Bitola spet. Si se malo Kak sem na mladost. Ja. Pa je ena taka čudovita melodija, lirična v 7/8 ritmu. Pa si jo, za sebe sem si jo zaigral. Jok je zdravile. Ja. Ti si dosti čustven moški si, ne? Ja, V jaz se današnjem svetu je to redko. ja, jaz se ne delam, da sem alfa samec. Tu si isti pol ko jaz, ko se tudi jokam za vsak direkt. Ja, vse to je lepo. Ja, Pač, meni se zdi nič hudega, če se ljudje jočemo. Ne? Bolj da se zjočeš, če ti je hudo, ko pa da imaš tisti umeten nasmeh skozi ali pa. To pa drži, ne? Goran, predno greva na čisto finalno zadevo, moramo vse malo vprašati na hitro, še eno malo bolj poredno vprašanje, ne? Če si misliš, da se ga boš izognil, se ga ne boš. Ne? Ti si virtuoz, ne? S temi pihanjem, tudi do ženske v ljubljenju, v seksu, se tudi tako obnašaš, da hočeš dovršiti samega sebe, ali ti je to bolj pomembno? No? Ali pa drugače, kaj bi raje, se odpovedal seksu ali svojim inštrumentom? Seksa. Kaj? Ja. Čakaj, nekaj, Ja. Inštrument mi bolj čakaj, pomeni. nekaj, tam da nekaj. Vem, ja. Čakaj, ne, vem, prav, še enkrat. Daj še enkrat. Ne, čakaj, še enkrat. Čemu bi se rad povedal, seksu ali inštrumentom? Seksu. Ja. Ja. Pa čakaj, mislil sem samo enemu izmed 3 inštrumentov, ne vsem trem. Ne. Ni, se pravi, inštrumenti so ti Muzika je mnogo lepša kot seks. Ja. Res? Verjamem, če bi se z njo ukvarjal, pa če bi To je pa zdaj malo povej. na odru lahko je Ti si pa mnogo ljubiš, lepše ti se kot ljubiš. vsak orgazem. Ti se ljubiš z inštrumentom, pa je Točno to. Kaj pa tvoje, nič ni bo sumno, pa? Če ve, Ja, da imaš moraš- raj inštrument, Ne, kot ne, pa se to moraš ne? tudi doma potruditi. Ampak Ja, muzika pa meni en svet za sebe. neverjetno. A pa bi tudi raj čokoladi se odpovedal, kot pa inštrumentom. Ja, Tudi. to pa sploh ne bi tako premišljal kot prej. Ne? Bravo. Goran, evo, zdaj imaš šanso, da mene vprašaš 3 vprašanja, karkoli želiš, karkoli ti pade na pamet, da si duška. 3 vprašanja. 3 vprašanja. Prvo vprašanje. Kar začel, ne? Ok, pošteno. Ali si z vsemi vedno, recimo, tako tudi ženskami direkten in to me zanima. Ja, veš Na kaj? prvo žogo. Ja, pazi, Jih dobiš na prvo žogo. To sem se naučil skozi življenje, da ženske imajo rade direktnost. Ne? Pa ne zdaj, da ti reče, zdaj ti prasica, pridem. Ne to, to je lahko rečeš pol. Ne? Ampak ženske nimajo rade nekoga, ki cinca, ki ne pokaže samozavesti, ki ne pokaže, da je sposoben zgrabiti, da bo razumeš naredil zgodbo. Ne? In pa ne boš ne vem kakšna dama, ne vem kakšna gospa, ne vem kaj. Moški mora biti moški. Tako. Ona rada vidi v tvojih očeh tistega žrebca, tisto strast, tistega malega tvojega alfa samca, ko si ga prej omenil. Pa ne, da si ti zdaj kreten, pa prepotentneš, pa da imaš ogled, da je cel svet tvoj. Ne. Ampak da poveš, kaj si želiš. Tako, ne? Pa še nekaj sem razmišljal tudi, ne, da če ti skrivaš svoje prave želje, ne, kaj si s tem naredil? Pa boš mogel varati. Zato sem ti jaz rekel, pa boš mogel varati, pa boš mogel jih imeti 5. Povej tej svoji takoj, kaj si želiš, da kaj si nor, kaj se ti dopada, ne? Da bo vedela, kaj čaka. Ne? In če to njej niti malo ni všeč, je pa brez veze, da je stalo. Ja, dobro si rekel. Brez veze se z njo zapleteš. Je pa res, da če si strasten, pa zvit, boš lahko tudi jo prepričal, pa opeljal, da bo tudi njej to pasalo v končni fazi. Ja, to se strinjam. Ja. Drugo vprašanje? Veš, kako sem se razgovoril. Bravo. Ja. No, povej mi, kam imaš Lega. v življenju rad še Ja. poleg žensk, evo. Poleg žensk. Psa svojega vam rad. Psa, Svojega dobro. puja, filme.
filme obožujem, stari moj. To, kar je pri tebi glasba, je verjetno pri meni res film. Ne. Res, da jih ne delam, ne, ampak parih sem tudi igral, seveda, ampak film je, to bo od malih nog, ne, že ko sem bil star 6 let, ko me je oče pelal gledati film Dressed to Kill, ne, če poznaš ta film Briana De Palme. Ja, veš, da. No, to je bil moj prvi tak film, ki ga ne bi smel gledati pri 6 letih, pa sem ga gledal, ne, in ta film je naredil na mene takrat, ko so gledali vsi Bruce Lee, pa filme o opicah, kjer je Ronald Reagan igral, je ta film naredil na mene, je bil grozen film, tak nek vtis in ne veš, da bi se ga bal, sem postal navdušen. In takrat naprej ta ljubezen je v meni šla in film, včasih, ko ni bilo interneta, ko ni bilo IMDb, je folk mene klical, kje je kdo igral, kje je kdo režiral, kje je sem vedel vse. Zdaj pa vem malo manj, ker sem se polenil zaradi interneta. Ker ni treba imeti to vse v glavi, zakaj bi moral imeti, če mi internet pomaga. Ne? Pa seveda tudi glasbo imam rad, ker jaz sem nor na vinilne plošče. Ne? A res? Jaz sem strastni izbiratelj vinilnih plošč in ti mogo mene videti, ko jaz dobim vinilno ploščo, ki meni nekaj pomeni, ali zaradi platnice, ali za glasbenika, jaz se obmašam, kot da sem dobil zaklad. In pa to vsako slikam, poslušam, napišem oceno in wow. Se pravi umetnost, ne? Tako. Sam ženske pa so pa na prvem mestu. Veš, kak je, ni glasbe brez žensk, veš? To je res. To je res, zato sem rekel, ko si rekel, to gre vse, to se eno z drugim se prepleta, ne? Tak, da... Pa tudi recimo, ne, če smo že pri ženskah, kdaj si bolj ustvarjalen? Dobro, ti si zaljubljen že 100 let v isto, ne? Ampak recimo, če se spomnim za nazaj, se mi zdi, da najboljše pesmi nastanejo, ko je glasbenik nesrečen. Ja, veš, da. Ko ga ženska pusti, ko mu zlomi srce, takrat dela najboljšo muziko. Imam jaz eno dobro skladbo, In Your Eyes se reče, to moraš enkrat poslušati. Tako, to je nastalo enkrat tako nekih takih, rekel, obdobjih, ko se iščeš malo same za sebe. Ne? No, vidiš. Tretje vprašanje. Tretje vprašanje je pa... Kaj si želiš, ko boš star? Kako se vidiš? Boš kakim bojo? Jaz po mojem ne bom star, ne? Jaz bom prešel. Ne boš. Boš videl. Imaš toliko energije. Energije, ja, če bo moje telo to spuralo. Jaz imam v glavi, da ne bom star, da bom umrl prej. Ne. Ja, res. To moraš vedno naprej imeti sanjati, veš? Ne, veš kaj, fora je o tem, pač dobro, o tem nisem nikoli javno govoril, čisto konkretno, pa tudi zdaj ne bom, ampak leta 2019 imel eno tako zelo zajabano preizkušnjo, ne? Moram potrkati, da se to nikoli več ne ponovi, ampak tak občutek imam, da mene ti 80 let starega ne boš videl. Da bom prešel. Moraš tako biti strasten naprej. Pa ne, da si želim to prešel. Ja, vedno, te bo držal to. Ja, ampak če pa me že vprašaš, ne, veš, kaj bi rad, na stara leta, mir. Mir, ne? Mir. Zdaj sem ugotovil, ne. Tako vidiš meni, če bomo v Makedoniji na neki livadi, bomo ovce. Zdaj sem ugotovil, veš, včasih mi je bil to žur, ne, norija, razumeš, godo levo desno. Zdaj pa v bistvu, ko je službe konc intervjuja šel gor dol, hočem pa sem mir, ne. Ja. In sem se zgrozil, sem mislil res star, sem se zgrozil, če smem še to reči, no, ko je bil erotični sejem 2 leti nazaj v Ljubljani, in sem jaz bil voditelj, ne, Roko Šifredi, gor dol levo desno, razumeš, ko so one porno zvezde videle, da jaz z njim se družim, pa da smo prijatelj, pa gor dol, jaz ne mogel zakleniti hotelsko sobo, ne, ko je bilo konc, ker sem v glavni tam, ne, ampak pazi. 5 let nazaj bi odprl, pa bi naredil puščice, kam mora priti. Zdaj sem pa sam rekel, jaz moram spati, ker imam drug dan spet prireditev, Bog ne daj, in sem zaklenil sobo, ni me bilo, so trkale gor, sem rekel, raj imam mir in po moje bi na stara leta tam mir še stopnjeval, da bi res v bistvu lahko imel vse 4 od sebe, ne delal nič, pa se mir, tišina, pa narava, res. Pa to pa tam tvojo frulico. To, bravo. Goran, ob koncu mogoče za gledalce, kaj bi jim sporočil, mogoče tistim, ki, kako bi ti to vprašal zdaj, tistim, ki svoje sanje, ne, pa ne bojo še ne vem kak čudne, ker ti si posebitev tega, da če nekaj sanjaš in se resnično želiš, da se to slej ko prej zgodi, pa čeprav moraš biti vztrajen, ker očitno nekaj let traja. Ampak ljudje zaradi tega, ker nekaj traja, ker se ne znajo postaviti v vrsto,
obupajo. Ker ljudje bi radi, mladi, še posebej bi radi skočili prek vrste, pa takoj dosegli to, kar si zadajo. Včasih treba tudi 10 let čakati, bi ga tako je. Še posebej, če se greš nekega vrhunskega športnika, glasbenika, kaj bi mogoče rekel ob koncu tem ljudem, ki prehitro obupajo, ki vržejo puško v koruzo, ker mogoče prvi nastop, prvi tek, prvo karkoli ni bil tako, kot so si zamislili, pa ne, en let ni tako, kot so si zamislili. Vsaka izkušnja, tudi če je slaba na začetku, naredi nas bolj zrele, bolj nas oblikuje kot osebe. Ne? In se pravi, nikoli, ko vas nekdo prizadene, ne se ozirati nazaj, kdo je vam kaj naredil ali pa kaj se je vam negativnega zgodilo. Samo naprej in upajte si sanjati. In zaupajte svojim sanjam. Se pravi, vedno imaš naprej, svetlo naprej gledaš, kaj si želiš, kje se ti vidiš. Ampak prav moraš si to vizualizirati, da si tam, da to se ti dogaja, to, kar ti hočeš. In jaz mislim, da potem ljudem bo mnogo lažje, ne? Ker svet je poln problemov. Ljudje, prehitro življenje, človeške vrednosti se izgubljajo, vsak živi zase, egoizem je na nivoju. Vse je noro danes. In zato, če v tem noter tonemo, je problem. Smo samo nesrečni, nič ne more spremeniti. Ampak če pa gledaš, vizualiziraš z eno lepoto, z eno svetlobo naprej, živiš svoje sanje. Tudi če te nekdo prizadel, tudi če se, veste, kolikrat so mene prizadeli, pa tekmovanja, pa audicije, pa vedno ustaneš, padeš čist do konca na tleh, pa ustaneš, se pobereš, pa greš toliko bolj močan naprej. Ti, zelo lepo si povedal, ampak moram te vprašati, če to, da sem se spomnil vmes. Katero pesem bi pa svetoval, da zaigrajo fantje, da osvojijo srce dekleta? Ne zdaj, da dobijo v eni noči seks, ampak da jo na dolgi rok dobijo s katero pesmijo. Če hočejo na dolgi rok, to je pol klasična glasba. Klasična glasba. Če hočejo dame. Znači, glasba oblikuje človeka. To, kar jaz rečem, to, kar ljudje poslušajo, to pove o njihovem karakteru. Naravno zabavno muziko poslušajo lahke ženske. Ne lahke, bolj vesele. Bolj vesele, Odvisno, Bog ne daj, nisem hotel. Ampak vsaka ženska nekaj rada posluša. Da pa mora fant, ki jo hoče osvojiti, biti toliko zvit in toliko vedeti, kaj ona rada posluša, da ji nekaj podari na srce, kar ona posluša. Ne kar on zdaj vidi, da bi njo spreminjal, pa bi on usiljeval. Ampak s klasiko bo na dolgi rok vezal. Klasična glasba, Šostakovič. Cel repertoar, sam en delček. Ima ena jazz suita, Valcer 2, se reče, zelo lepa tema, ko je napisal. Ko jaz to slišim. To je to. To je to. Ja. Ti, kaj pa, nisem že hotel končati, ampak še lahko potegnem minutko. Kaj pa recimo tvoja, ta draga, si jo kdaj vzburil s kakšno pesmijo, da je bila cela ono, da je komi čakala, da pa priješ pa v poslu? Delaš to kdaj? Recimo, da namesto predigre odigraš kaj? Ne. To pa ne delaš? Moja žena nima toliko rada muzike, veš, to je, veš, kako reče, Kovačeva. Je vedno posla. Sprav, kaj bi šel na živce, če bi... Ne, to ne, ampak... Že da je bila recimo naga v posli, pa da bi te čakala, ti pa začel malo s trulico. To so lepe sanje, vidiš? Lahko da sanjam, tako sem prej povedal, da mogoče se enkrat to lahko zgodi. Ampak ni to zgodbe. Ne, ni zgodbe. Jaz pa mislil, da imaš kakšne take prigode ti. Da igraš, pa ne, ker pride zraven, ko te gleda. Ja. To so ene stvari zdaj, ko ne smem jih prevesti. To so, bom rekel, skrivnosti velikih mojstrov. Tako, ja. Ampak ni pa tak, da bi tak strastno kot ti, seveda se ne more biti. To si ti. Pa greš danes živce, ko to vadiš? To ne. To pa razumem. Ne, to je bila vedno razumevajoča, ampak midva sva si zelo nasprotna, mogoče to ne dopolnjuje, zato smo skupaj, ne, dolgo časa. Jaz sem mislim pač bolj umetnik, bolj plavam, ona je pa zelo realističen človek. Ampak veš kaj, pri tebi mi je zanimivo, sem še to, če smem, ker te umetniki, dobro, zdaj si že malo postal malo bolj mainstream, ki si začel nastopati s temi znanimi imeni, ampak v svoji osnovi si ti umetnik, si zatežen, razumeš, si resen, greš kofijakarski koj po ulici, nobenega ne gledaš, ampak to nisi ti, to je fora. Ti si v svoji osnovi en tak preprost dečko,
mogoče zgledaš, kot da ne znaš šteti do 5 včasih, Tako, ja, saj to je v redu. v resnici si pa virtuoz. Ne? Ampak to ni značilno, ker te, ki so glasbeno nadarjeni in že nadaleč veš, da se zavedajo tega, da tudi Veš imajo kaj? tak attitude, Ja, vem, kaj imajo misliš. tistim nekim klubukom, grejo po cesti, razumeš, Bog, kaki dirigenti, da Bog ne daj, da mu kaj rečeš, on je genij, on ne bo se s tabo menil, ti si pa ljudski človek. Meni je to največja bedarija, Ja, ker lahko, ja. to ne vem, če so geniji, veš. To imaš, pazi, imaš dva tipa teh genijev, ne. Ja. Eni so res geniji, Mhm. eni pa bi radi bili Radi geniji, bili. pa s tem njihovim zunanjim izgledom in obnašanjem se obnašajo zato, ker vejo, da niso geniji. Pa je to fora. Ne? Genij sam po sebi ne bo. A si ti videl Bora Đorđevića kdaj, da je hodil? Ja, to so preprosti ljudje. Dobro, samo ni bil rocker, ne? Ti Pa si pa rocker, vse ampak je bil klasični ta, ne? kar, Ja. mislim, No, se Mozart je bil tudi taka faca, ne? Ja, viš, Mozart je bil za taka komu- budala, ne? Veš kaj jaz rečem, škoda je življenja, da se jaz Ja. komu delam frajerja. Bravo. Škoda je trenutku, da jaz zgubljam sam s sabo toliko energije, da izpadem nekomu frajer. Mislim, to je bedarija. Ne? To si dobro rekel, ja. Goran, prišla smo na sam konec že tretjič, ne? Ampak te vsem te bom povabil, če bom kdaj, zdaj trenutno je vdaja moja, ta erotična na pauzi, ne? Ampak ko bomo kdaj snemali mi te Erotična. porno scene, ne? Ojej, Bom jaz tebe povabil, da boš ti šel Igral zraven saksofon. da boš ti šel zraven igrati saksofon, urejo. pa frulico, pa klarinet, pa ma videla, kaj to mojo gostjo bolj vznemiri. Ne? Zmenjeno. Ali bolj vznemiri ksilofon. Klarinet. Saksofon, klarinet ali frulica. In potem ma videla, kje inštrumente dejansko Kako reagirajo, ne? tako. In V kateri bistvu bomo inštrumente delali najbolj seksi, ne. eksperiment. Ja, ali pa če celo priklopimo en mali zvočniček na njene erogene cone in ko boš ti igral, bo ona čutila te treslaje pa vibracije. Dobro, Si za? sem za. Zmenjeno. Dame in gospodje, to je bil Goran Bojčevski. Upam, da ste ga spoznali tokrat tudi še moče z kakšnega drugega zornega kota. Vidite, kak je to en res, kljub temu, da je genialc in virtuoz, dajte zgooglati malo njegovo ime, priimek na YouTubu, na njegov Facebook, kaj on, tisti, ki ga ne poznate, kaj on dejansko dela na teh inštrumentih, ampak on odloži ta inštrument, ne, je pa v svoji biti, v svoji osnovi en zelo preprost fant, ne, zato ga imam jaz tudi zelo rad. In ga smatram hvala. za enega izmed svojih prijateljev, kar je zelo v redu in mislim, da si Enako. zasluži ta naziv. Ne. Enako, On tudi hvala. mene ima zelo rad, ker mislim, da bo Ja, prek res. mene do punc prišel. Ne, veš, ampak Tako, to se tako. še ni zgodilo do zdaj. Ne. Tako da nič, Goran, jaz ti želim, da se ti uresniči še ta poslednja, največja želja, da boš igral Stingom, kot ne? Stingom. Ne. To. Pa ne samo to, da te bo Sting poklical, pa boš ti rekel samo malo, da vas pokliče nazaj. malo. Ne, a veš, ne. Zdaj imam z Garterjem neki Tako, intervju, in da, se slišimo da ti kasneje. to rata, pa si pa po moje, že zdaj si naredil vse, ampak ti bi pa bilo res mogoče te svoje vrhunske sanje. Ne. Pa Hvala da ti si za se odzval. vabilo, užival sem. Hvala tebi. Ja, lep pozdrav. Hvala lepa.